Spoštovani gospod državni svetnik Danijel Kastelic, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani gospod predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, spoštovana gospa poslanka in podpredsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, gospa Sandra Gazinkovski, spoštovana gospa poslanka in predsednica odbora za kulturo Sara Žibrat. Med nami bi moral biti tudi gospod Jagodič, sekretar na Direktoratu za zdravstveno varstvo Ministrstva za zdravje. V naši sredini pozdravljam spoštovano gospo Matejo Toman, predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, in pa z nami je tudi gospa spoštovana Sonja Kotnik, vodja Centra za poklicno rehabilitacijo na URI Soča, gospod Kordiš je z nami, direktor Valdorfske šole, ki nas kot uporabnica te stavbe v sedanjosti na današnji dan sprejema medse. Tako da hvala lepa. Spoštovali ostali vabljeni gostje in gosti, dobrodošli na slavnostnem odkritju spominske plošče, s katero ob letošnji 200. obletnici prve predstavitve Brajice obeležujemo ustanovitev podpornega društva slepih, katerega pravni naslednik je Zveza društev slepih in slabovidnih. Podporno društvo slepih je bilo ustanovljeno točno v tej stavbi za mano, v prvem nadstropju 7. novembra 1920, o čemer bomo zagotovo več slišali v nadaljevanju. Uvodoma k besedi vabim predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospoda Mateja Žnuderla. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovane gostje in gosti, prav lepo se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in nam s tem dali vedeti, da nismo čisto sami pri svojih prizadevanjih in da seveda tudi drugi spremljate, kaj se dogaja. Poškodbe oči ali pa slepota in slabovidnost se pogosto pojavljata ali pa pojavljata v večjem številu, kadar gre za kakšne nalezljive bolezni ali pa za kakšne nesreče večjega obsega oziroma vojne. In podobno se je seveda zgodilo tudi med Prvo svetovno vojno, kjer je zelo veliko vojakov tudi oslepelo. Na nek način je to bilo dobro, vsaj za ustanovitev društva, kajti ti ljudje so bili po vojaških bolnišnicah in niso bili popolnoma sami s svojo slepoto in svojo tegobo. Po drugi strani pa so bili to ljudje, ki so že marsikaj znali in so bile, bi rekel, razvite osebnosti. Kajti slepota je do te mere težavna stvar, da če se pojavi zelo zgodaj in nimamo prilagojenih vzpodbud za takšnega otroka, bo zaostajal na vseh področjih osebnostnega razvoja, tudi intelektualno. Šele v situaciji, ko imamo prilagojene vzpodbude, pa se lahko otroci kasneje razvijajo skoraj normalno, lahko rečemo. No in tu je bila ta skupina vojakov, ki je vedela, da če tudi je človek slep, še vedno zna marsikaj in lahko se tudi priuči ali nauči in ostane koristen. Tako da ta velika skupina oslepelih in slepih se je, kot smo danes že slišali, 1920. odločila, da bi tudi na Slovenskem ustanovili podobno društvo, kajti ni dovolj samo, da se nekdo ukvarja s slepimi, bodisi kot v smislu zdravljenja ali pa izobraževanja. Pomembno je tudi, da si ljudje, ki imamo podobne težave, lahko med seboj izmenjamo izkušnje, spodbujamo en drugega, lahko pa seveda tudi primerjamo razlike, ki nastajajo med nami. In šele, ko živimo s sebi primerljivimi ljudmi, se pravzaprav lahko naša osebnost v dobri in pravi meri razvija.
Takrat so seveda morali vzpodbujati slepe, naj se vendar spravijo iz svojih kotov, naj poskušajo se preživljati ne samo z beračenjem, ampak tudi še na kak drug način, da ko slepiš, ni konec sveta, ostanejo še neke sposobnosti. Po drugi strani pa seveda poskušamo, tako kot takrat, tudi sedaj, pojasniti ostalim, ki živijo z nami, kaj bi bilo za nas dobro, kakšne stvari bi nam lahko pomagale in da bi izboljšalo naše počutje in pa življenje. Tu smo mi v nekem precepu, kajti seveda ni dovolj, da ena generacija razreši ta vprašanja, tu je potrebno kar naprej, bi rekel, iste stvari razlagati, iste probleme moramo reševati, kajti meni ne pomaga kaj dosti, če so pred mano že 3 drugi rešili problem slepote in normalno živeli. Ko sem jaz oslepel, seveda sem moral sam predelati in rešiti to krizo, ali kako bi temu rekli. Tu pa pridemo v neko nehvaležno dvojno funkcijo. Po eni strani dopovedujemo, da slepi lahko se zaposlimo, kaj delamo in tako naprej. Po drugi strani pa poskušamo dopovedati, da pa vendarle je slepota tako težka okvara telesna, da potrebujemo neke stalne prilagoditve, pomoči in podobno. In tu se včasih lahko zdi, da zakaj mi prosimo za vse te stvari, če smo tako samostojni. Tu bomo morali najti pač neko pravo mero prepričevanja, kajti oboje je res. Po eni strani potrebujemo pomoč, potrebujemo prilagoditve za najbolj, bi rekel, banalne opravila, po drugi strani pa vendarle lahko delamo kaj koristnega, morda tudi na zahtevnem intelektualnem nivoju ali pa na povsem preprostem rutinskem nivoju. Tako da čaka nas veliko dela. Na srečo smo pred 200 leti res dobili pisavo, s katero si lahko pomagamo. Prejšnji poskusi niso bili prav zelo uporabni, brajica pa je, in to je pa pomenilo, da vsaj v šoli in pa študiju pa lahko slepi in slabovidni kar dosti dosežejo, pa tudi na drugih področjih, predvsem kulturnega področja, tako ustvarjalnega, kot pa tudi seveda kot poslušalci in pa konzumenti kulture. Tako da lepo, da smo danes tukaj in da bomo skupaj obeležili ta zgodovinski dogodek, ustanovitev Društva slepih, kjer so se pač odločili naši predniki, da vendarle moramo tudi sami povzdigniti svoj glas in med seboj sodelovati. Gospod predsednik, hvala za vaš nagovor. In če mimo veznega teksta nadaljujem, kjer je predsednik končal, dejansko imamo živo nit danes med sabo, ker se nam je pridružila spoštovana gospa Danica Pogačnik, hčerka enega od ustanoviteljev podpornega društva pred 104 leti. Tako da, gospa Pogačnik, hvala, da ste danes prišli. K mikrofonu pa bom za spremembo govornega dela povabil Aleksandra Novaka, člana medobčinskega društva Koper, kantavtorja, ki nam bo ob spremljavi na svoji kitari zaigral avtorsko skladbo Mi smo ljudje. Aleksandrove pesmi so ponavadi bolj lirične, v vsakem primeru pa osebno izpovedne, in skladba Mi smo ljudje je posvečena ranljivim posameznikom v naši družbi. Aleksander, izvoli. Hvala.
z roko v roki gremo na to pot, z iskreno mislijo vedno povsod. Sonce pokaže pravo stran, jutro da bo dan, a čutiš, da ne moreš biti sam. In če ne moreš poiskati sam ključ od vrat, lahko ti dam, da najdeš pot od tu do nekje. V svojem bistvu vsak je sam, je vedno pot na drugo stran, tja, kjer je upanje. Mi smo ljudje in če sprejet si dobro veš, je pot, kjer življenje je. Življenje je. Srce pokaže pravo stran, ne pozabi, jaz sem tam. Ko rabiš eno roko, dam ti dlan. In če ne moreš poiskati sam ključ od vrat, lahko ti dam, da najdeš pot od tu do nekje. V svojem bistvu vsak je sam, je vedno pot na drugo stran, tja, kjer je upanje. Mi smo ljudje in če sprejet si dobro veš, je pot, kjer življenje je. Življenje je. Življenje je. Življenje je. V svojem bistvu vsak je sam, je vedno pot na drugo stran, tja, kjer je upanje. Mi smo ljudje in če sprejet si dobro veš, je pot, kjer življenje je. Ja, življenje je. Življenje je. Hvala. Aleksander, hvala za tvoj nastop. K besedi pa vabimo srednjega govornika na današnjem dogodku, predsednika Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, gospoda Danijela Kastelica. Gospod državni svetnik, izvolite. Spoštovani predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospod Matej Žnuderl, spoštovani tajnik, gospod Štefan Kušar, spoštovani poslanki Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovana predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, spoštovani direktor Valdorfske šole, spoštovani vsi zbrani. Veliko čast mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predsedujem, pozdravim na tako pomembnem dnevu za vse slepe in slabovidne osebe v Sloveniji. Mnoge med vami poznam že dolga leta, zato sem tudi osebno počaščen, da lahko z vami delim nekaj misli ob odkritju spominske plošče, iz katere seva moč več kot 100 let zgodovine delovanja organizirane društvene skrbi za dobrobit slepih in slabovidnih v Sloveniji.
predvsem pa iz nje seva spoštovanje vreden spomin na vse osebne, pristne zgodbe velikih posameznikov, ki so prelomno zaznamovali zgodovino delovanja današnje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Med njimi sta zagotovo ustanovitelja podpornega društva slepih v letu 1920 Franc Dolinar in Alojzij Levstek, pa tudi prvi predsednik omenjenega društva Gabriel Jurasek. Vsi navedeni in njihovi podporniki iz tedanjega časa, med drugimi tudi profesorica Minka Skaberne, bi bili zagotovo ponosni na ves razvoj in napredek v skrbi za slepe, ki ga je opaziti, če se ozremo nazaj v zgodovino. Zagotovo je treba izreči posebno spoštovanje tudi dejstvu, da napori vseh, ki so od prve svetovne vojne dalje aktivno vlagali v razvoj skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem prek zagotavljanja zavodskega varstva, skrbi za izobraževanje, socialno varnost in širše družbeno udejstvovanje, niso bili zaman in da se organizirana skrb za slepe in slabovidne nadaljuje tudi danes, sedaj. Zavedam se, da se slepi in slabovidni vsakodnevno še vedno soočate s težavam, ki jih je včasih težko razložiti videčim, ki nimamo osebne izkušnje z okvaro ali izgubo vida. Ozaveščanje celotne družbe, ne zgolj vaših bližnjih, o vaših specifičnih potrebah za bolj polno življenje je zato nujna. Če ste bili ob ustanovitvi podpornega društva slepih v letu 1920 v ospredju skrbi predvsem šibek gmotni položaj in slabo izobraženost slepih in slabovidnih, današnja družba konstantnega napredka, hitrega tehnološkega razvoja, vključno z intenzivno informatizacijo in digitalizacijo, pred slepe postavlja nove izzive. Po eni strani nove tehnologije slepim in slabovidnim zagotovo lahko olajšajo pridobivanje informacij in znanj, predvsem pa na podlagi napredka pri tehničnih pripomočkih in sodobnejših elektronskih oblikah zapisa brajice. Slednje sicer slepim že 200 let tlakuje pot do znanja in izobrazbe, s tem pa tudi do večjih možnosti za čim bolj samostojno življenje. Po drugi strani pa naša družba kljub vsemu napredku še vedno ne izpolnjuje v celoti zavez iz konvencije o pravicah invalidov ter tudi ne slovenske zakonodaje. Za boljši vsakdan bi bilo treba slepim in slabovidnim prioritetno zagotoviti predvsem pravice povezane z dostopnostjo zunanjega in notranjega grajenega okolja, do javnih upravnih, sodnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih ustanov, pa tudi neomajen dostop do informacij, spletnih okolij in javnega prevoza. Tudi za človeka dostojen gmotni položaj slepih in slabovidnih, vključevanje na trg dela in v izobraževalni proces ostajajo na spisku pravic in izzivov za našo družbo. Državni svet je slepim in slabovidnim ob vseh naporih za uveljavljanje pravic vedno skušal stati ob strani in tako bo tudi v prihodnje. Dovolite mi, da za zaključek izrečem iskrene čestitke vsem, ki danes ob tem slavnostnem dogodku odkritja spominske in informativne plošče s ponosom sooblikujete skupnost slepih in slabovidnih kot pomembnega dela slovenske družbe. Zagotovo pa ni naključje, da bo plošča kot spomin na že prehojeno pot in tudi kot opomin za družbo, kaj se še mora postoriti, da bo bolj vključujoča krasila prav fasado vzgojno-izobraževalnega zavoda. Naj ta tesen stik z znanjem kot temeljno podlago za bolj kakovostno življenje vsakega izmed nas še dodatno podkrepi vse napore za izboljšanje vsakdana slepih in slabovidnih. Spoštovane in spoštovani, ponosno proslavljajte ta pomemben trenutek. Gospod Kastelic, hvala lepa za vzpodbudne besede, ki bodo nam in odločevalcem vodilo in opomin za nadaljne delovanje. V nadaljevanju vabim k pozdravni besedi tudi gospoda Iztoka Kordiša, direktorja Valdorske šole. Gospod Kordiš, izvolite. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, en prav lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu Valdorske šole Ljubljana, ki deluje v teh prostorih zadnjih več kot 20 let. Ko smo prišli v ta prostor, smo pogledali zgodovino te zgradbe
ki je bila prej znana samo kot ljudska kuhinja, ki jo verjetno vsi poznamo. Vsi smo hodili tukaj, kjer je študiral, je hodil sem na kosila in tukaj so se zelo različne generacije po vojne zbirale in poznale. Še kakih 10-15 let potem, ko smo bili že mi tukaj, so še vedno hodili še na kosilo, ko je prišel. Ampak zanimiva je bila zgodovina, ker zgodovina te zgradbe je več kot 400 let. Najprej je bila lesena zgradba, po kateri se potem imenuje tudi Streliška ulica, vmes je bilo, to je bilo strelišče namreč. Več kot 200 let, zdaj bo 220 let, pa je to zidana zgradba. Bila je zelo pomembna za takratne meščane. Prvi denar za zgradbo, za prenovo je dal Žiga Cojstud in v tem so se dogajale zelo različne aktivnosti. Od gledališča je bilo, v času potresa je bilo tukaj deželno glavarstvo, vse dejavnosti pa so bile povezane nekako s socialo in z delovanjem za splošno dobro. Tako da sem jaz zelo vesel, ena stvar smo pa spregledali oziroma takrat ni bila znana, namreč da je bilo ustanovljena Zveza slepih in slabovidnih pred 100 leti. To sem pa pravzaprav izvedel par mesecev nazaj, ko so me obiskali predstavniki, da bi postavili to spominsko ploščo. In v bistvu je zelo zanimivo, zato ker prej smo poslušali eno lepo pesem o sprejemanju različnosti in to je ena od značilnosti tudi naše pedagogike, ne samo sprejemanje, ampak spoštovanje različnosti. In potem se trudimo na vseh nivojih, ne da samo sprejemamo drugače misleče, ampak tudi drugače obdarjene, ne samo slepe ali pa gluhe ali pa kako drugače hendikepirane, ampak dejansko vseh sposobnosti. In sprejemanje zelo različnih je en naš moto. Tako da sem zelo vesel, da vas lahko pozdravim in zaželim tukaj eno tako lepo bivanje, da se bomo še večkrat srečali. Dobrodošli. Hvala lepa, gospod Kordiš. Pobudnik postavitve spominske table, ki jo bomo odkrili čez nekaj trenutkov, pa je gospod profesor Stane Padežnik, profesor zgodovine in sociologije, član skupščine, bivši predsednik zveze, strastno predan strokovnjak ohranjanja dediščine slepih in slabovidnih ter aktualni predsednik komisije za muzejsko dejavnost na zvezi. Prosim gospoda profesorja Padežnika, da nam postreže z nekaj zgodovinskimi podatki o ustanovitvi podpornega društva slepih pred 104 leti v tej stavbi za nami. Gospod Padežnik. Lepo pozdravljeni vsi visoki gostje in vsi naši zbrani kolegi, kolegice, prijatelji, da na današnji dan, ko slavimo pravzaprav praznik naše organizacije, najstarejše invalidske organizacije na Slovenskem, na to smo lahko zelo ponosni, kajti pred 104 leti je sicer bila organizacija oziroma društvo slepih, avstrijsko društvo slepih s predstavnikom v Ljubljani, vendar slepi in slabovidni oziroma takrat samo pozornost je veljala samo slepim, niso imeli možnosti se organizirati, nekateri so se vključevali sicer v avstrijsko društvo slepih, vendar več ali manj niso mu zaupali. Razmere po prvi svetovni vojni so bile strahotne, velika revščina je vladala, vendar ljudje so načelno bili naklonjeni podpori invalidom, vojaškim invalidom, slepim, zato so tudi zbirali denar. Denar se je zbiral tudi v kuratoriju za oskrbo slepih, tudi v društvu Dobrodelnost, vendar bili so nekateri slepi, ki niso zaupali, da bodo te organizacije dovolj dobro poskrbele za potrebe slepih. Med temi sta bila tudi, kot že prej imenovano, oba pobudnika ustanovitve društva, Alojzij Levstek in Franc Dolinar. No, da je prišlo sploh do odkritja današnjega datuma, se imamo zahvaliti zgodovinarki, raziskovalki magistri Aleksandri Serše iz Arhiva Republike Slovenije. Precej pa je tudi prispeval k poznavanju te preteklosti naš dolgoletni sodelavec Dušan Brešar Mlakar, ki nenehno raziskuje po arhivih in nam odstira prenekatere neznanke. Torej, obema prisrčna hvala, zahvaljujem se pa tudi Danici Pogačnik, gospe, ki je hčerka ustanovitelja, kot smo že prej slišali, Alojzija Levsteka, ki nam je povedala, da ga je
po drugi svetovni vojni, namreč rodila se je 1942. leta, upam, da ne bo zamerila, da sem povedal ta podatek, ki ga je spremljala na vseh korakih, na vseh poteh. Torej, velika čast se nam zdi slepim, da sta bila tako neutrudna Levstek in Dolinar, da sta hodila po Sloveniji, po vojni je bilo to težko hoditi, pa iskati slepe po terenu, pa jih prepričevati, da je potrebno ustanoviti društvo, pa vendarle jima je uspelo. In tako sta jih nekako pripeljala v to zgradbo, da so imeli ustanovni sestanek. Na tem ustanovnem sestanku ali občnem zboru je bilo 60 udeležencev, 60 ustanovnih članov, tako so zahtevala takratna pravila oziroma predpisi. Za ustanovitev torej ni bilo dovolj samo 10 ali 3 člani, tako kot mogoče v zadnjih letih, ampak 60, kar je bilo izredno težko. Tudi težko sta hodila naokrog, seveda na lastne stroške, vse to sta sama plačevala. Kdo pa sta bila? Bila sta pletarska mojstra, čisto za to, da si lažje predstavljamo, kdo sta bila. Recimo Franc Dolinar se je rodil 1890. leta, po zdravljenju v graški bolnišnici na očeh so ga dali v zavod za slepe v Gradcu, tam se je naredil osnovno šolo, pa tudi se je izučil za pletarskega pomočnika, tam se je tudi zaposlil, kasneje pa je naredil mojsterski izpit v Zemunu. Medtem ko Alojzij Levstek se je rodil 10 let zatem, se pravi leta 1900, ampak po poškodbi očesa, enega očesa, po igri z otroškim metkom je šel v ljubljansko bolnišnico, ker so ga zdravili, nato so ga zdravili tudi v graški bolnici, ampak žal se je zgodila medicinska pomota in so mu odstranili zdravo oko. Tako da je potem na bolno oko seveda kasneje oslepel in kot rečeno ga je ves čas spremljala njegova hčerka. Tako da neumorno je deloval ves čas svojega življenja do leta 1969, tako da so skupaj postavili na noge podporno društvo slepih, katere naloga je bila zbirati denarna sredstva za pomoč revnim članom slepih in tudi zbiranje materialne pomoči. Na kakšen način so zbirali sredstva, to si lahko kar predstavljamo. Pošiljali so prošnje raznim podjetjem, posameznikom, pa tudi občini in banski upravi. Jasno, da so tudi zbirali denar na javnih prireditvah, pa zvolili, darili in podobno. Zbirali pa so tudi materialna sredstva, pridelke. Zato, ker revni slepi pač niso imeli za živeti, bili so tako revni, da so bili prepuščeni podpori svojcev, sosedov, pa tudi občini. Še nekaj, da vidimo, koliko denarnih sredstev so prejemali od podpornega društva slepih. Ja, tam raziskava je pokazala, da kakšnih 100 do 200 evrov v prvih letih, 20 let po ustanovitvi. Kasneje so dobili nekoliko več. Za ilustracijo, da si predstavljamo, kaj to pomeni. Recimo, broširana knjiga je stala takrat 40 do 60 dinarjev, ali pa na meter drv je stal 140 dinarjev. Skratka, komaj so imeli za preživetje. Od društva so prijeli še tudi za božič, božičnico 50 do 500 evrov, tisti, ki pa se je hotel osamosvojiti poklicno, da je ustanovil, da je odprl svojo obrt ali kaj drugega, recimo trafiko ali trgovino z mešanim blagom, pa je dobil 1500 dinarjev v začetku leta 1938, tako so pokazali dokumenti, pa je že lahko dobil 3000 dinarjev. Skratka, podporno društvo je skrbelo bolj za dvig materialne ravni članstva, ne pa toliko za kulturni razvoj. Še enkrat zdaj poudarim, da smo lahko ponosni na naše predhodnike, ki so postavili na noge najstarejšo invalidsko organizacijo slovensko na Slovenskem,
in katere pravna naslednica je seveda potem bila Društvo slepih in Združenje slepih za Slovenijo po letu 1946 in tako je potem leta 1957 se to preimenovalo v Zvezo slepih in 10. decembra 1974 so v naslovu še dodali slabovidne, to se pravi, ker je bila potreba po skrbi za slabovidne ves čas po drugi svetovni vojni, se je preimenovala organizacija v Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije. No, 2 leti zatem pa je prišlo še do reorganizacije, preoblikovanja torej naše invalidske organizacije in preimenovanja v Zvezo društev slepih slabovidnih, ko se je ustanovilo 9 medobčinskih društev. Torej, hvala lepa toliko za zdaj. Vsem skupaj seveda čestitam ob današnjem prazniku in tako bomo ta praznik praznovali vsako leto 7. novembra. To ne pomeni, da na tem mestu lahko si pogledate spominsko ploščo na pročelju ob strani zgradbe v obliki ne smem povedati, boste vedeli, kakšno je presenečenje. No, gor je tudi QR koda, preko katere boste prišli do podrobnejših informacij tudi tistih, ki so na informativni tabli v drugem nadstropju na vrhu stopnišča, kjer so torej te podrobnosti navedene in ostalo še pridete do spletne strani Zveze društev slepih slabovidnih. Toliko hvala lepa za enkrat in nazdravimo potem na naš praznik v prostorih šole. Hvala lepa. Pred najbolj slovesnim delom današnjega srečanja še kratek dramaturški suspens v obliki glasbenega nastopa Aleksandra Novaka. Kantavtor, ki uspešno nastopa na festivalih, je že nastopil na festivalu Slovenske popevke z skladbo Dotik stare Ljubljane. In ne glede na to, da smo v Ljubljani, pa si bomo malo topline in sonca vsaj v mislih poskušali pričarati skladbo Mesto rož, za katero je bil Aleksander na festivalu Melodij sonca in morja nagrajen z nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega kantavtorja in izvajalca. Aleksander, izvoli. Mesto rož. Tam, na tisti promenadi, včasih bilo je mesto rož. Mi dva, tako kot v tistih časih, greva v dobri stari Portorož. Naj spet zapiha tisti veter, naj piha tako kot je nekoč. Danes ne bova šla na srečo in dan spet daljši bo kot noč. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vrneva v to. Sem, kjer midva sva rojena, vrnila bova sonce na nebo. Sem, zdaj dala bova rožo, to rožo, ki diši do gora. Trenutke pisane na kožo, spet poiščeva mi dva. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vrneva v to. Sem, kjer midva sva rojena, vrnila bova sonce na nebo. In nariševa spet prave zemlje vide, čez morje greva zdaj oba. In ko jutri sonce spet vzide, ne ta pesem, to se ne konča. Mesto rož ne sije več imena, imena, ki vrneva v to.
tu, kjer bova spet ujela, ujela morje, sonce in nebo. Si dala svojo dušo in telo. Hvala, Aleksandar. Gospod Kastelic, gospod Žnuderl, prišel je trenutek veselja in resnice, ko bomo lahko po vajinem odkritju videli in otipali spominsko ploščo v počastitev ustanovitve podpornega društva slepih. Prosim, če se lahko odpravita do rjuhe ali pa zagrinjala ali kakorkoli že in skupaj odkrijeta zakrito ploščo. Ostali pa seveda smo poskušali malo rezervirati parkirišče, tako da lahko vidite in pogledate spominsko ploščo. Aha, jaz se bom na vrh, danem v spodju. 3, 4. Evo.